Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v oddaji Vroča tema v podkastu na spletnem portalu domovina.je. Že več kot teden dni odmeva novela zakona o medijih, ki jo je stranka Levica oziroma Ministrstvo za kulturo v proceduro v Državni zbor vložila na zadnji dan leta 2024 in kar nekaj členov je spornih, ki odmevajo, na katerih se tudi poslanke in poslanci zdaj že prepirajo, še preden se je razprava začela. Govora je seveda o morebitni cenzuri, tudi govora je o tem, kdo bo tretiran kot medij, bodo pod mediji šteti po novem tudi spletni vplivneži. Govora je seveda tudi o morebitni prepovedi verskega oglaševanja na javni radioteleviziji Slovenija. Govora pa je seveda tudi o tako imenovanem državnem oglaševanju, kajti državna podjetja to več sama ne bodo smela početi, nad tem bo bdel Urad vlade za komuniciranje, ampak da ne bomo predolgi, naša gosta sta spletni vplivnež, novinar Jan Macarol, pozdravljen. Prav. In evropska poslanka, tudi sicer spletna vplivnica, vsaj na nek način, Zala Tomašič, pozdravljena. Lep pozdrav. Pa Zala, začnimo najprej pri vašem duelu na socialnem omrežju X, mislim, da stranko Levica, ali je bilo tudi na Instagramu, ne, se pravi, očitali ste stranki, da pravzaprav ni bilo nobene potrebe, da bi sprejemali nov zakon, ki bi lahko bil v nasprotju z evropsko uredbo, ki že velja, a lahko nekaj več najprej o tem. Ja, bilo je kar na vseh večjih socialnih omrežjih, Facebook, Instagram in Twitter. Jaz sem dala odziv, ko sem prebrala ta zakon, ki je vključeval kar več točk, ker malo daljša objava, si jo lahko preberete na moji spletni strani ali pa socialnih omrežjih. Na kar se je Levica odzvala zelo žaljivo in na osebnem nivoju proti meni, čeprav moj odziv je govoril o členih zakona, o samem zakonu, da ne vem, kako deluje Evropska unija. In so v tisti svoji objavi tudi napisali zelo napačno informacijo, da Evropska unija ne more sprejeti zakonodaje, ki bi neposredno veljala po vseh državah članicah. Vse se je začelo v bistvu s tem, ker je bilo v mojem prvotnem odzivu vprašanje vladi oziroma ministrici, da me zanima, zakaj so šli v tako prenovo tega zakona, če je stopila v veljavo vsaj deloma EMFA, to je pa Evropski akt o svobodi medijev, ki je uredba in neposredno vpliva. Ampak so mu odgovorili, da ne velja ta uredba še, ne? Ja, tudi to se je ministrica potem zmotila. Ta uredba je že v veljavi, res pa je, da je njena uveljavitev postopoma, tako da nekateri deli pridajo v veljavo šele z letošnjim letom, mislim, da poleti. Jaz sem pričakovala nekako iz našega političnega diskurza, da če dam jaz vprašanje, zakaj ste šli to delati, kljub temu, da smo sprejeli EMFO, ki neposredno velja tukaj, potem nek odgovor, ne vem, zato, ker jim karkoli bi rekli. Jaz se potem s tem lahko ne strinjam in potem se nadaljuje nek argumentiran diskurs. Namesto tega so oni šli na osebni žaljivi nivo. Kar je bilo pa še posebej, mislim, da problematično, tudi v luči tega zakona, o čem bomo govorili, je, da so oni skrili moj komentar na Instagramu pod njihovo... Kaj točno so skrili? Kaj točno ste napisali, da jih je toliko zmotilo? Jaz sem napisala, da je to laž, da Evropska unija lahko sprejme akt, ki neposredno vpliva na vse države članice. To je uredba, dala sem definicijo uredbe in pa link do spletne strani Evropske komisije, kjer so napisane definicije vseh teh stvari. Samo to in oni so to skrili. In zdaj mene skrbi, če so oni skrili moj komentar z definicijo uredbe, kaj to pomeni, če bodo lahko odločali, kaj je sovražni govor, kaj je ščuvanje k nasilju in tako dalje. Pa ste potem urgirali, ste jim pisali še enkrat, ko so vaš komentar skrili? Ja, sem komentar objavila še enkrat in napisala, da prosim, da ne skrivajo oziroma cenzurirajo mojih komentarjev. Tako da za enkrat mislim, da ta je pa ostal. Jan Macarol, precej aktiven v zadnjih dneh na X-u, kaj vse je s tem zakonom narobe. Kot novinar, kot spletni vplivnež, ste postavili nekaj svojih teorij, kdo kot spletni vplivnež bi lahko bil medij. Vi pravite, če bi s tem, da vpliva, zaslužil vsaj 51% svojega dohodka, bi lahko bil. Ja, ta zakon je v bistvu težko brati, zato ker je pogodba med državljanom in državo, jaz pravim, in ena najpomembnejših pogodb tega mandata. Jaz mislim, da se res zelo dotika svobode govora. Problem je osnovna definicija v 3. členu prvi alineji, kjer je medij tako na široko opisan,
da praktično vsak aktiven uporabnik družbenih omrežij stopi v to medijsko sfero in postane medij v določenem trenutku. Jaz trdim, da so mediji vsi profesionalni vplivneži, torej vsi, ki živijo od tega, da ustvarjajo program na družbenih omrežjih. Večina teh jih je večjih kot večerni dnevno-informativni program, naprimer Odmevi na RTV-ju, kar se sliši sicer tako, bom rekel, zelo, zelo pogumno, ampak praktično teh, bomo rekli, 500 ali pa 1000 velikih influencerjev v Sloveniji z svojimi objavami čist brez težav doseže 50 000 ljudi. Tako da tudi živijo od tega denarja in tudi gospa ministrica Asta Vrečko je priznala na 24 ur zvečer, da tisti vplivneži, ki vsebujejo elemente torej medijev, da se jim bo v prihodnosti potrebno upisati v razvid. Zdaj, marsikdo je ni razumel, a bo spletni vplivnež medij, a se mu bo potrebno upisati v register ali ne. Nismo je čisto dobro razumeli, nihče od nas, se mi zdi. Torej, medijski elementi so, ko ti za svoj ekonomski interes ustvarjaš neko vsebino po neki periodiki z nekim konceptom in smislom doseganja pač nekega ekonomskega interesa in to javno zanima, torej pomeni, da ima sledilca, imaš oglede svoje vsebine, takrat zelo hitro zapadeš pod to zakonodajo. Tudi že pri obstoječi zakonodaji, če bi se kakšna alineja dodala, pa bi se recimo dodala še družbena omrežja, poleg vsega skupaj, bi marsikdo že zdaj zapadel noter. Jaz sem tudi zdaj v zadnjih dnevih zunaj nek medijski razpis, več svojih, bom rekel, prijateljev, pa vplivnežev večjih pozval, da se vpišejo v razvid v mediji in da kandidirajo za državen denar. In jaz mislim, da ena zelo velika skupina enih fantov se bo prijavila na ta medijski razpis, ki bo zdaj v 5 dnevih. So pa zahteve vendar nekoliko nenaklonjene. Ne? Tukaj bi jaz opozorila, da je pomembno, kaj piše v zakonu. Jaz imam tukaj sprintanga. V vseh tem, to so vsi dodatki k zakonu in sam zakon, pa ni jasnih definicij, praktično ničesar. In ni važno, kaj pravi ministrica ali pa kaj ministrica objavlja na socialnih omrežjih, važno je, kaj piše v zakonu. Ampak kar je mene zanimivo, recimo, kaj pa pravi umetna inteligenca, mislim, da je vaša kolegica z vaše stranke iz podmladka vrgla, mislim, da bo ChatGPT opis po tem zakonu, kaj vplivne še in kaj je medij in da se je zadeva prekrivala v več kot 80%. Ja, res je. Kdorkoli gre brati, to ne rabijo nama verjeti na besedo. Samo zakon si odpreš 3. člen, ko greš brati te definicije, tukaj ni nič jasnega. In tudi, kako je definiran vplivnež, ni jasno. In tukaj, jaz mislim, da se kaže tudi, pa tudi ministrica, ko je bila na soočenjih, ni znala odgovoriti na preprosta vprašanja. Zdaj, kdo je vplivnež? Kako se bo to merilo? Ali se to meri po številu sledilcev? Ampak kaj pa se potem zgodi na TikToku, kaj pa ni važno število sledilcev, ampak število ogledov. Ampak ogled se pa lahko šteje po 1 sekundi. Zdaj, če imaš ti minuto dolg video, pa nekdo gleda 1 sekund, a si ti s tem vplival na njega? Kaj pomeni, da vplivaš na njega? Kako dokažeš, da vplivaš na njega? Kaj pa sponzorirane objave, ko si s tem kupiš stvari? Vse to je popolnoma nejasno. In to po tej definiciji ne samo, da bi jaz rekla, da vplivneži so mediji, ampak so tudi novinarji hkrati. Tudi definicija novinarja bi lahko rekel športnika. Točno to je. Ali pa ne odgovori na vprašanje, kaj pa politiki, ali sem jaz vplivnež? Janez Janša ima na Twitterju več kot 100 000 sledilcev. Borut Pahor. A je on vplivnež? Borut Pahor. Kralj Instagrama. Na Instagramu, kaj ima več kot 140 000 sledilcev. Kralj Instagrama, ja. Ja, mislim, kam se to spada, kako bomo s tem in ne samo pri tem členu, pa cel zakon je napisan tako nejasno, tako nespecifično, da da več vprašanj. Ampak se strinjata recimo s tem, kar pravi ministrica? Sej itak se v tem zakonu vplivnež pojavlja sploh prvič. To je zadeva, ki je še tako neurejena, gre za pač neke vrste nove medije, če so mediji, a je potrebno urediti zakonodajo, kar se tiče vplivnežev. Glede na to, kako vplivajo, kakšen doseg imajo, kot je Macarol dejal, pravzaprav večji kot nekateri tradicionalni mediji. Jaz mislim, da bistvena razlika med tem, ali je posredno služil vplivnež. Torej pomeni, okolikor blagovne znamke sodelovanjem pri njem ustvarjajo neke komunikacijske kampanje, je to definitivno klasičen medij. Zdaj pa pri Pahorju, Pahor ima pa bolj neposredne koristi. On pač zaradi tega svojega imidža, ki ga goji na družbenem omrežju, kot bivši politik, kot nekdo, ki zna ljudi na prav način nagovoriti,
On ima pa druge koristi, ne? Torej pač pride do raznih govorniških nastopov in mu na svojo osebno karizmo tudi ta velik Instagram račun pridoda neko finančno vrednost. V končni fazi vsi podjetniki v Sloveniji, mlajše generacije, so vplivneži za svoja podjetja, ne? In nekako predstavljajo svoje ideje, nove produkte za storitve. Ne? Tukaj je tudi EMFA mečkam bolj jasna, kot je naš zakon. Oni ne definirajo medija, definirajo medijsko storitev in potem tudi ponudnika medijske storitve. Bi pa rekla, da tukaj definitivno se moramo začeti pogovarjati o tem, zaradi tudi o ustvarjalcih vsebin. Zdaj živimo v letu 2025, imamo en kup novih poklicev, ki jih nismo imeli pred 10-20 leti, in jaz sem gostila ravno, mislim, da novembra, dogodek z YouTubeom, kjer so bili spletni vplivneži in nekdo je bil star 25 let, začel kot YouTuber in zdaj zaposluje 26 ljudi. Ali je on medij ali ne? Ima zaposlenih 26 ljudi, 25-letnik in delajo videe na YouTubeu. Kam bi on spadal? Mislim, po tej definiciji zakona bi bil hkrati vse. Ampak kaj to pomeni, da potrebujejo svojo zakonodajo vplivneži? Jaz mislim, da se rabimo začeti o tem pogovarjati, ampak rabimo njih vključiti, rabimo vključiti vse te, ki so kakorkoli vključeni v digitalne storitve, rabimo pa predvsem tudi politike, ki bojo razumeli, kako delujejo socialni mediji. In zdaj po nastopu ministrice, jaz mislim, da ona ne razume vsega tega. No. Jaz sem že večkrat v zadnjih dnevih zapisal, da bi si predvsem želel, da 18-letna vplivnica z področja mode, ki vsake toliko časa dobi kako šminko, pa je kakšna blagovna znamka najame za komunikacijsko kampanjo, razume to, kar piše v tem zakonu, in da ne rabimo nekih blaznih pravnih strokovnjakov ali pa komunikacijskih strokovnjakov, da bi razumeli, kaj ta punca mora narediti. To je mislim, državljani leta 2025 bi mogli pač odpreti zakon in ga znati tolmačiti tudi sami, zato zakoni so, ne, se v zakonu za prekrških veš, kaj se zgodi, če prevoziš rdeča luč, piše to in vsak državljan to razume. Jaz mislim, da tukaj moramo do tega momenta priti, da nam lahko tudi umetna inteligenca pomaga te zakone tako spisati, da ne bojo v nasprotju z ustavo ali pa z 39. členom naše slovenske ustave, kjer je ta svoboda govora. Tako da tukaj se mislim, da se je predvsem treba zaprašati, zakaj imamo tako zakonodajo, da je lahko vsakršna oblast, takšna ali drugačna, v bistvu po svoje tolmači. Ja, jaz pa bi tukaj izpostavila, da sem bila pa šokirana, naprimer, ko je pa FURS objavil, ne vem kdaj, ampak v letu 2024, da bojo zdaj mogli tisti, ki služijo na OnlyFansu, to tudi prijaviti in davčno urediti. Jaz mislim, da se to dogaja. Kako FURS ne ve, da nekdo naprimer dobi na 1000 evrov iz nekega socialnega omrežja? Nekateri so se odzvali, ti, ki so uporabniki OnlyFansa, da itak že imajo vse urejeno. Sej to, ampak da FURS to objavi, da od zdaj bojo pa mogli, jaz mislim, da to kaže, da tukaj nekaj ne štima, da so to neke nove službe, ki očitno pač je prišlo tukaj do nečesa, da je zastarela zakonodaja ali kaj je, ampak ravno EMFA začenja, pa tudi potem druga zakonodaja Evropske unije se začenja poglabljati v to in po mojem mnenju bi bilo treba odpreti neko širšo razpravo o tem, ne pa samo na silo neki sprejeti. A potem mislite, da tudi spletni vplivneži vsi ne prijavljajo dobička FURS? To pa ne vem. Jaz mislim, da so večinoma vsi registrirani. Registrirani so pa kot oglaševalske agencije, ne kot novinarji ali pa mediji, kar pomeni, da ta objavljajo partnerstvo, plačano partnerstvo. Ja, to sploh ni vprašanje, saj to je v Sloveniji zelo poudarjen, tudi v zadnjem letu strani tržne inšpekcije zelo sankcioniran, tudi večji slovenski vplivneži so letos imeli davčne preglede in jih je FURS vodil, kako naj zadeve popravijo. Tako da to, jaz tukaj sploh ne bi se spuščal v to debato. Bolje vse ostalo se mi zdi na koncu. Ja, ampak ravno to pa ta zakon pravi, da če si ti medij, ne moreš hkrati biti oglaševalec. To bi rad povedal. 41. člen, torej večino influencerjev v Sloveniji ima oglasno 73, 110 je klasifikacija dejavnosti oglaševalskih agencij, zato ker večinoma za svoje naročnike kreirajo komunikacijske kampanje. PIS gleda tako, mi imamo nov izlek, da je neki ti priprav. In je vse od kreativne ideje do snemanja, do oblikovanja tega, kar je posnet, do montaže, v bistvu izdelk, ki je... Ja, in naročniki so praktično vsi, od Hoferja do Interspara, tako naprej. Tako je. In ta 41. člen prepoveduje združljivost medijske dejavnosti z oglaševalsko dejavnostjo, tudi kapitalsko, kar pomeni, da ista oseba, torej jaz, Jan Macerol, ne more imeti istočasno biti lastnik medija in pa seveda druge pravne osebe, ki je oglaševalska agencija,
kar še dodatno zaplete celo situacijo. Kaj bo to za vplivneže v praksi? Da ne smejo funkcionirati. Tudi če se prijavijo kot mediji, so lahko samo mediji, realno bojo pa mogli sami sebi lagati, da ne upravljajo. Kaj pa, če se ne bodo pač registrirali kot mediji? Jaz mislim, da se bojo mogli. No. Če ta zakon uvelja, se bojo po mojem. Mene pa tudi zanima, kaj pa to pomeni, a je Facebook medij, a je uporabnik Facebooka medij, koliko moraš imeti sledilcev, da si potem medij, a je Instagram medij. Kdo ima tukaj uredniško odgovornost pri družbenih omrežjih? A je to na Facebooku, a je to YouTuber, ki to upravlja na strani, naprimer, si ti lahko moderator strani, imaš ti neko uredniško odgovornost do komentarjev. Kdo je zdaj tukaj odgovoren za to na socialnih omrežjih? Jaz nisem našla odgovor o tem, bi me pa zanimali, kje smo, a ne? Skratka, potem, kar zdaj se mi tukaj pogovarjamo, se mi zdi, da bi moral ta zakon ostati v javni razpravi še kar nekaj časa. Ampak, če se premaknemo naprej... Ampak samo, da še nekaj rečem, a ne, če pa to res, kar ministrica trdi, da vplivneži niso mediji, ker je to rekla, a ne, mislim, da na RTV ali 24 niso nujno mediji. Da niso. Ampak če niso, zakaj tega ne zapiše v zakon? Da bo jasno. Vidimo, kakšna polemika se je sprožila zaradi tega in a ni v interesu vlade, v interesu ministrstva, da je zakon napisan jasno. Zdaj, če to drži, doda samo stavek pod medije, vplivneži niso mediji in niso novinarji. In je konec debate, konec razprave in je to. Zdaj, lahko imamo drugo razpravo, je to prav ali ni, ampak zakon bi bil jasno, bi bil v tem delu jasen, da vplivneži niso mediji. Tega pa ne naredi. 20. člen novele tega zakona določa, kako se vpišeš v razvid medijev. In v 8. alineji določa, kdo se ne vpiše v ta razvid. In piše reklamni bilteni, šolska glasila in tako naprej. Tukaj bi jasno bilo lahko izpostavljeno, da to pač se ne vpiše v razvid mediji športniki, kulturni delavci, politiki, novinarji, ustvarjalci in tako naprej. In naprimer, vplivneži, katerih primarni ekonomski interes ni ustvarjanje na družbenih, torej ni ustvarjanje večinskih prihodkov z naslova medijske dejavnosti. No in spoštovana sogovornika, ker seveda se zdaj vračamo k tistemu delu, ker pa ministrica je rekla, da ne glede na to, a bodo vplivneži mediji ali se bodo registrirali ali ne, bo ta zakon vsaj delno za njih tudi veljal. To pa je pač v tisti točki, ki govori tudi o sovražnem govoru, o katerem pa bo očitno po novem odločal inšpektor, ne več drugi organi, ampak nek inšpektor arbitrarno, ministrstvo ne ve ga verjetno zaposlilo in ta inšpektor bi lahko presodil, da je nek medij, se pravi, to bo veljalo tudi za vplivneža s svojim storjem, svojo zgodbo, bodi si na Instagramu, bodi si na TikToku, vplival na čustva nekoga in ga užalil in da mora to vsebino odstraniti. Potem seveda bo to poslano pravnemu sodišču, ki bo moralo v 7 dneh res da odločiti, ampak vmes tega storja ne bo več. Komentar. Zdaj, tukaj gremo zdaj v to, zakaj to vlada dela? Jaz mislim, da je to način cenzure. Zaradi tega, ker sem to že večkrat izpostavila, mi imamo kazenski zakonik. In sovražni govor je kaznivo dejanje. Tega ne smeš delati. In mi imamo postopke, kako se ga preganja, zato so odgovorni policija, imamo tožilstvo, imamo sodišče. Poleg tega tudi, ko pravijo spodbujanje k nasilju, potem spodbujanje k terorizmu. Vse to so kazniva dejanja. In to ne velja samo za medij. To velja za vsakega državljana. To velja za politika in za zdravnika, za navadnega človeka na ulici ali pa za novinarja ali pa vplivneža. To so kazniva dejanja. In to nima kaj delati v zakonu o medijih. Mi imamo sodno vejo oblasti, kaj more to odločati, zato ker imamo mi pravico do sodnega varstva in tako naprej. In tudi, kar mene moti, da potem v zakonu tudi ni jasnih kriterijev, kako se bo ta inšpektor odločil, kakšna kazen te čaka, kaj si naredil in tako nikjer v zakonu ne piše. So tudi zagrožene denarne kazni. Ja, ampak ne piše, kakšni so jasni kriteriji, za kaj dobiš, piše, če si kršil to, dobiš. Ampak če bo presodil inšpektor. Ja, inšpektor po svoji lastni presoji. Dajmo pustiti to sodiščem in njihovi odločitvi. In tudi meni se zdi zelo pomembno, da ko ti priješ na sodišče, se šele tam dokazuje, a si ti kriv ali ne. Ne pa, da tukaj inšpektor že reče, kriv si in potem greš ti kot kriv na sodišče. Kako vidite to situacijo, da inšpektor odloči 7 dni, preden bo odločilo itak sodišče? Jaz mislim, da je to absolutno bo vodilo do cenzure in tudi do tega, da bojo ljudje sami sebe cenzurirali, ker jih bo strah povedati to, kar si mislijo, ker jih bo strah, da bojo dobili kazen. Poleg tega moraš iti na sodišče, so tudi sodni stroški s tem povezani in tukaj moramo pustiti to
v sodni veji oblasti. Jaz tukaj vidim, da hoče ministrica oziroma vlada prenesti del pooblastil, ki jih imajo trenutno organi pregona in pa sodna veja oblasti na uradnike, kar pa je absolutno ministrici. Ja, kar pa absolutno ne smemo dovoliti. In kdo je pa vaša tarča? A so to tarča tradicionalni mediji, a so tarča dejansko vplivneži? Sej, to je ta glavni problem. Zakon mora biti res zelo jasen. Če ne pride do teh interpretacij, do tega okusa o tem, kaj je sovražni govor, to je tako širok pojem, da ga je zelo težko definirati. Sej, približno nam je jasen, vsi se strinjamo, da ni primeren, ampak ko pa gre na nivo političnega diskurza zadeve, se pa lahko zelo hitro omejujejo določene stvari. Problem je tudi samo cenzure. Jaz mislim, da mi smo že pri tej vladi videli določene postopke v zvezi z določenimi podjetji. Tudi ministrstvo Luka Mesca je zelo dobro podjetju Marinblu praktično uspel zapreti podjetje. Jaz se ne strinjam, da se izkorišča kogarkoli, ampak da se nekoga v tako luč postavlja, je pa druga stvar. In jaz se bojim, da se bo podobna zgodba zgodila tudi s parimi primeri na spletnih vplivnežev ali pa bo pokazali, kaj se pa lahko nekomu zgodi. In ker je Slovenija tako majhen svet, da vsakega pozna, bojo vsi vedeli. In jaz se res bojim te samocenzure, ki je pa velikokrat posledica slabih zakonov. Jaz bom rekel, v Jugoslaviji so bili točno taki zakoni. Finančni inšpektori, torej finančni direktori podjetij in podjetij so bili vedno z eno nogo v... Ampak bodimo konkretni, gospod Macarol, vi ste tudi v spletni vplivnež, na X-u imate zelo izdelano mnenje, imate precej odziva, ne samo na X-u, tudi na drugih socialnih omrežjih. Čisto konkretno, se boste po tem zakonu bali zapisati to, kar zdaj mislite, ker ste pa tudi zelo kritični do te vlade? Mislim, kritičen sem jaz do te vlade, zato ker ta vlada pač določene stvari počne res narobe. Sej, če bi zdaj pogledali vse, kaj je narobe samo v zadnjem tednu, od omrežnin do nabave helikopterjev, čuden se mi zdi, da ena stvar ne rata z neko kljukico, da bi rekli, to je pa neka zaključena zgodba. Jaz sem bil prepričan, ko je ta vlada naslovila, sem rekel, pač ni najboljš, ampak mogoče pa ta, bom rekel, zdravo, pametni, zeleni prehod se bo pa sen nekako skomuniciral drugačne. Tako da jaz sem v tem smislu Jaz se bom registriral kot medij, zato ker hočem biti medij. Jaz imam že druge medije, ampak zdaj pa hočem biti medij, zato da je moje ime inštitucija, in da bo nekaj pomenila. Hkrati pa pomeni, da jaz tudi v tem vidim veliko tudi davčno priliko, ker če bom kdaj rabo kak botoks, ampak ne razmišljajo, bom prvošel na stroške. Ne razmišljajo pa vsi spletni vplivneži tako. Zdaj recimo da imate v stranki SDS nekaj spletnih vplivnežev, ki so precej v zadnjem času pridobili precej pozornosti. Pa recimo, da na socialnih omrežjih zapišejo zelo jasna stališča, ki so tudi politična, recimo spola sta dva. A je lahko to je absurdno. A je lahko tarča inšpektorja takšna objava na Instagramu, po vašem? Jaz mislim, da glede na to zapisano v zakonu, ja. Je ravno to tarča. Bi pa tudi jaz rekla, da v 102. členu, pa tudi 103. in tako naprej, piše, z globo od 100 do 500 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik. Ne piše medij, ne piše vplivnež, ne piše podjetje, piše posameznik. Tako da jaz mislim, da ne samo vplivneži ali pa vplivneži pri SDS-u, jaz mislim, da če beremo ta zakon, je lahko katerikoli posameznik, tudi ne rabi biti vplivnež, kaznovan. In ravno to je pa, kar sta prej oba dva izpostavila, problem je subjektivnost. Jaz absolutno sem proti sovražnemu govoru. In ja, se strinjam, da je to kaznivo dejanje. Proti sem temu, da se spodbuja k nasilju. Ampak zato imamo sodno vejo oblasti, da odloči, zakaj se je šlo. Zato morajo biti zakoni napisani jasno in objektivno, ne pa, da je to v presoji nekega uradnika, ki bo rekel, da je nekdo napisal, Zala Tomašič je najslabša evropska poslanka vseh časov. To ni sovražni govor, če pa nekdo napiše, Robert Golob je najslabši predsednik vlade vseh časov, je pa sovražni govor. Ali pa zanj je dal tudi naš poslanec Hoivik zelo dobro vprašanje ministrici, ali je smrt janšizmu sovražni govor, na katerega še vedno čakamo na odgovor. Ampak zdaj med vplivneži
je vendarle završalo, ena spletna vplivnica pa se je oglasila zakonu v bran in to je premierjeva partnerka, gospa Tomašič. Komentar? Ja, no, jaz mislim, da je logično, da bo stopila v bran svojemu Ampak če se oblast zamenja, ampak jaz mislim, da tisto, kar se je ona oglasila, ona ni navedla nobenega argumenta. Mi smo navedli toliko argumentov, toliko stvari, ki nas skrbijo. Ona je samo oglasila in rekla, ne nasedajte, to je še nova kampanja dezinformacij. Jaz ne vem, jaz pričakujem, na moj odziv bi pričakovala, da če sem se jaz zmotila, če to ne drži, da si bodo vzeli čas in rekli, lejte, to je zaradi tega, to ne drži zaradi tega, to ne drži zaradi tega, v zakonu je to, ampak niso tega naredili. Vse kar jim mi dajemo v Slovenski demokratski stranki ali pa vplivneži, ki kritizirajo ta zakon, je argumentirane razloge, člene iz zakona, ki nas skrbijo, njihov odziv pa je, ne, to vas strašijo. Mislim, jaz ne morem tacga argumenta vzeti resno. No in če predpostavljamo, da je cilj tega zakona utišati tisto, kar si ta oblast predstavlja kot sovražni govor, a se ne zavedajo, da se lahko oblast zamenja in pride nekdo drug, ki bo pa prepoznal sovražni govor v nečem drugem, morda v tem, kar počne Tina Gaber. Ja, Robert Golob je že napovedal, že takoj, ko je na začetku, ko je bil izvoljen, da je on izvoljen za 2 mandata. Tako da jaz mislim, da se tukaj moramo vprašati. Mislim, ampak v zadnjem času niso najbolj lahko. Ja, se strinjam, ampak ne vem, če se on tega zaveda, ampak ravno to je vprašanje. Jaz bi vprašala vse na tej vladi, kaj bi oni rekli na predlog tega zakona, če bi bil predsednik vlade Janez Janša. In to je vprašanje tudi za vas. Ne? Jaz bi se mogoče vrnil sam na to. Jaz sem zelo spremljal skupnost tudi influencerjev oziroma vplivnežev, content creatorjev, kaj oni pravijo temu zakonu. In je bilo zelo veliko whataboutizma. Whataboutizem je, ko skušaš preusmeriti pozornost nekam drugam iz aktualnega vprašanja in nimaš dejstev. Tako da jaz sem zelo veliko tega zaplinjanja slišal, pa prebral v zadnjih dneh, ne pozabiti, kaj se je dogajalo pod prejšnjo oblastjo, ker ni argumentov proti temu, kar stroka. Se v končni fazi za ta zakon, oziroma kako slab je ta zakon, je stopila vsa stroka. Ja. Od FDV profesorjev do lastnikov največjih oglaševalskih agencij v Sloveniji, Dejan Verčič in podobni so se spovedali, da pač to ne funkcionira. Ja, jaz mislim, da pač slabi zakoni niso dobri pod nobeno oblastjo, da se Slovenci končno enkrat zaslužimo, ne vem, ali neko službo, ki bo resno dobro pregledala pa preverila, ali je zakon ustaven ali pa ki ne bi bil ustaven. Jaz mislim, da je marsikje protiustaven in po 39. členu in po 14. členu enakosti pred zakonom in tako naprej. Kup enih ustavnih členov je, ki se tukaj le krešajo, vključno z gospodarsko pobudo in tako naprej svobodno, ker to, da sem jaz omejen, da jaz kot fizična oseba, podjetnik ne more imeti oglaševalske agencije in medija hkrati v različnih pravnih osebah, to je tudi, se mi zdi, popolnoma nezdružljivo. Če se ne motim, piše, da tudi lastnik medija ne sme imeti v lasti nobene oglaševalske agencije. Ja, točno to. Ne samo urednik, ampak samo, če si ti, da imaš kapitalska povezava, lastnik, ja. Poleg tega pa jaz vsakeč, ko pogledam zakon znova, najdem še nekaj problematičnega noter, ampak posebej imam pa še izpostavljati to, da so si oni dovolili v ta zakon napisati, ko pride do financiranja, ko pride do državnega denarja, da lahko vlada določi neka posebna določila pri razpisu. No, do tja še pridemo. Zdaj, če se še malce vrnemo k Instagramu, zdaj tudi ena zelo znana spletna vplivnica zdravnica, Ana Debevc Prašnikar, mislim, da je več kot 50,000 sledilcev, zelo kritično tega zakona, je dejala, pa se v bistvu se cenzura že dogaja. Ne? Če je vlada zdaj cilja na cenzuro tistih, ki se jih zdijo nestrpni, pa se ta cenzura že dogaja. Instagram recimo konkretno ne bi dotični že zdaj senčil njene objave. Ne? Se pravi, cenzura se dogaja. Ja, jaz bi tudi izpostavila kar nekaj primerov, ki jih je izpostavila tudi Nova 24 TV ali pa Slovenska demokratska stranka z portalom Oštro. Tudi več influencerjev, ki so vezani na bolj desno stran, je rekel, da je bilo že cenzuriranih. Tako da jaz mislim, da ja, tukaj lahko drži, bo pa, če me spomin ne vara, zdaj se mogli to urediti, mečkam bolj, da boš imel ti vsaj pravico do pritožbe, ker zaenkrat je bilo tako, da ti je Facebook lahko nekaj odstranil ali pa blokiral tvoj profil in to je bilo to. In ti nisi mogel nič, ali pa zbrisal stran. Tako da mislim, da evropska zakonodaja ta del bo uredila, da boš imel vsaj pravico do pritožbe. No in preden Jan Macarol dobi besedo, poglejmo, kaj je povedal Mark Zuckerberg. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots
and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes similar to X, starting in the US. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote nonstop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. Priznanje, da se že leta tudi politično cenzurira ljudi. Ja, jaz po pravici povedam, ko smo mi prvi videli, torej ko smo videli ta posnetek, smo si mislili, da je deepfake, ker tako jasno izražene cenzure oziroma tega, kar počne Facebook, nam je dal sicer slutiti, da se to dogaja, ne samo v Sloveniji prek mogoče določene firme, teh firm v Sloveniji več, ni samo ena. Tako da, ker je pač Facebook po dosegu v Sloveniji tudi največja platforma in po vsej verjetnosti zajeme zelo veliko spletnih uporabnikov na dnevni ravni. Tako da je to zelo problematično, dotika se neposredno tudi naše ustave, pa svobode govora, pa 39. člena, ker če lahko nekdo političen diskurs z algoritmom posega. Veš, kaj se zgodi? Ko jaz uploadam nek video na družbeno omrežje, ga najprej družbeno omrežje požre vase, zanalizira, prevede v angleščino, pogleda, katere ključne besede so v tem videu in ga na ta način ocenjuje. In zdaj, če je ocena na določene ključne besede slaba, lahko že sam algoritem. Facebook zdaj tako deluje, da bo vsem jasno, najprej presoja umetna inteligenca vsebino, šele potem, ko umetna inteligenca umakne samostojno to vsebino iz portala, o njej odločajo uredniki. Ali pa so uredniki preko te umetne inteligence obveščeni o določeni vsebini, ki jo lahko, kot sva sklepala, tudi na nek način utišajo oziroma ne dajo ti. Zdaj Zuckerberg napoveduje, da bo šla zadeva v smeri vzpostavljenega režima na X-u, kjer nekako uporabniki sami pišejo, poročajo, postavljajo v kontekst to vsebino. Ampak kako ste vi videli to izjavo Zuckerberga zdaj, recimo temu bolj levosredinsko opredeljeni mediji pravijo, pokleknil je Zuckerberg pred Trumpom in Muskom? Jaz mislim, da je to korak v pravo smer. Jaz mislim, da je zelo zaskrbljujoče, da je priznal, da so sami v Facebooku našli to politično cenzuro. Bi pa rekla, da mi imamo in se moramo zavedati pravice do svobode izražanja. In kot sem že prej omenila, kazenski zakonik ureja vse to, kar ni dovoljeno, sovražni govor in tako naprej. Vse drugo, kako se bomo pa borili proti dezinformacijam, je pa edina uspešna kampanja lahko kritično razmišljanje in izobraževanje. In zdaj, če pogledamo na šolski sistem, v našem šolskem sistemu se ne učimo ničesar o ekonomiji, o delovanju države in tako naprej. In seveda potem lahko zelo hitro se manipulira s tabo, zelo hitro lahko verjameš lažnih novicah, ker včasih, če samo pomisliš, kritično pomisliš, kako so pa to dokazali, kako se je pa to naredili, kaj pa je to bilo, da veš, osnove delovanja naše države, osnove ekonomije, ne boš temu nasedel. In jaz mislim, da se moramo tega zavedati in namesto, da pravzaprav ubijamo vse skupaj z preveč regulacijami, z regulacijami vsega, kar se da, moramo delati tudi na temu, da bojo naši državljani razumeli, o čem se pogovarjamo, da bojo lahko kritični volivci, da bojo lahko kritični bralci medijev, da bojo imeli tudi digitalne sposobnosti, ki v današnjem času, jaz mislim, da sem tukaj najmlajša, ampak jaz se spomnim, da smo se mi v šoli učili, kako se oblikuje Wordov dokument pri informatiki. Namesto, da bi se učili, kaj se pojavlja na internetu, dobre in slabe stvari interneta, kako prepoznati lažne informacije, ne pa, da imamo potem mi nekoga, ki ga nekdo zbere, ki ne vemo, kdo upravlja, kdo nadzoruje tistega človeka, da ti pove, tole je res, tole pa ni res. Dajmo ljudem orodja, da sami presodijo. Ampak zdaj odziv Oštra je bil pa, zgroženi smo, Ja, mislim, kaj bi pa pričakovali drugače, oni se s tem preživljajo. Čeprav se v veliki meri preživljajo tudi z denarjem, ki ga dobijo od države. Tako da to je meni problematično, da ti ne moreš preživeti kot ta inštitucija brez vladnega denarja. Zdaj Zuckerberg je napovedal, da se bo zadeva najprej sprostila v ZDA. Kdaj bo, če bo na vrsti Evropska unija?
To pa ne vemo, to bomo videli. Je bil pa že odziv Evropske komisije, da vseeno upajo, no se tako sem ga jaz razumela, da vseeno upajo, da bo del tega ostalo. Je tudi naslednjo plenarno zasedanje, je, mislim, da čez 2 tedna v Strasburu in ne bi bila ena od debat ravno ta odločitev Zuckerberga, tako da bomo videli, kakšna je pozicija večine poslancev. Tako da trenutno težko dam neke konkretne odgovore, ker se vse to še odvija, bo pa to v prihodnjih tednih, mislim, da vroča tema. Jaz sem tukaj v bistvu pač relativno zelo odgovor, kaj se bo zgodilo. Ampak najprej vemo k temu, kaj se je zgodilo Donaldu Trumpu zaradi Marka Zuckerberga. Mi se moramo vedeti, da to pač edini predsednik ameriški, ki je bil utišan na način, da je bil vržen iz družbenega omrežja Facebook in Instagram leta 2021. Pa tudi X, ne? Ja. Oziroma Twitter, ja. Seveda. In je v bistvu bil na nek način grozen cenzuriran. Ne. Seveda on se zdaj pokesal teh grehov, ugotovil je, da ne bo mogel ostati lastnik Mete, če bo šlo tako naprej, zato ker je enostavno bi se sprožil kup enih preiskav, tudi leta 2020 volitve bi bile pod vprašanjem na nek način, na kak način jih je Trump zgubil in zaradi kakšne blokade informacij. Tako da Zuckerberg je podjetnik in prvo je samo zaščitniško ravnal. Kar se tiče pa algoritmov pa te stvari. Zdaj, Musk ga je prisilil, da bo vedel community notes, kar pomeni, da najprej bojo uporabniki, torej ne bo najprej umetna inteligenca cenzurirala, najprej bojo uporabniki sporočili, kaj je z vsebino narobe. Na to bo najbrž na podlagi tega sporočila dobila navodilo tudi umetna inteligenca in šele na to bo prišlo to do urednika, ki bo ugotovil urednika, torej njega nadzornika Facebooka ali pač tudi Instagrama, ki bo pol presojal samo o tej zadevi. Ne bo presojal mogoče o celem računu, tako da se bo ta zadeva spustila. Istočasno se pa moramo vedeti, da Zuckerberg seli v Teksas k Musku. Ja, ampak katera umetna inteligenca bo o tem odločila? Ne vemo, da recimo Grok razmišlja bolj kot Elon Musk, ne? Drugače kot ChatGPT. A veste, tako Mark Zuckerberg je v bistvu zelo hitro stopil na vlak umetne inteligence in svojim jezikovnim modelom LLM je v bistvu zelo močen v tem, tudi v teh algoritemskih zadevah in jaz mislim, da to ne bo problem. No. Jaz mislim, da beseda napisano in tudi naslikano umetna inteligenca zelo dobro prepoznava. Bo pa umetna inteligenca druga. Torej, danes je prva, ki presoja o vaši vsebini, zdaj bo pa druga. Torej, najprej bo community kot tak. Tako da jaz mislim, da bo teh varovalk bo več na koncu. Prav tukaj ne rečemo, da še vedno bo pa umetna inteligenca takoj zaznala, če pride do kakšnih resnih kršitev, kot je pedofilija ali pa pozivanje k terorizmu ali pa kaj takega. In to se ne bo spremenilo, te vsebine bojo odstranjene iz socialnih omrežij in prav je, da so odstranjene, ne, če govorimo o takih kršitvah. Tako da tukaj, kar mi govorimo, je o mnenju posameznikov, ne govorimo o kaznivih dejanjih. Skratka, človek pa ne bo tega več mogel zlorabljati zaradi svojega političnega prepričanja. Ja, samo to res hočem jasno narediti, ne, da kar se tiče terorizma, kar se tiče pedofilije, to nima delati kje na internetu. Ne? In tudi mi dva se oba tukaj strinjava in tukaj se vsi strinjamo. Zato, da ne bi prišlo do kakšnega nerazumevanja, kaj bo to pomenilo za kazniva dejanja. Tiska bo zdaj glas skupnosti bo močnejši, dajmo tako mogoče reči. Tudi skupnost, ko bo prišlo do političnega diskurza, pa grdih besed, bo najbrž algoritem pogledal, ne, pa bo rekel, tukaj se pa nekaj luštnega dogaja, zelo veliko časa ljudje preživijo na temo, ne, in potem se bo to presojal, bo najprej pogledal, če je skupnost kaj poročala, preden bo zadevo omaknil iz diskurza. A pa vse to, kar se zdaj okrog nas dogaja, ne, Evropska unija nekako se je znašla v besednem dvoboju z Muskom, ne, neki poskusi cenzure, to, kar zdaj počne Levica s tem zakonom. A je vse to posledica izgubljanja moči tradicionalnih medijev in tega, da je pač neka politična opcija, ki je predominantna v globalnem smislu, še vedno videla, kaj se je zgodilo zaradi sprostitve svobode govora na X-u v zvezi z ameriškimi volitvami? Jaz mislim, da je tukaj več faktorjev in to je definitivno eden izmed njih. Jaz mislim, da je tudi, če nekako pogledamo zelo na hitro zgodovino človeštva pa medijev, ne, v preteklosti ali pa 200 let nazaj, ti nisi mogel kar iti nekam pa nekaj povedati. Ne. Zdaj z socialnimi omrežji ima vsak, samo da ima dostop do interneta, pa neko delujočo napravo, možnost širiti svoj glas. Praktično vsak komentar, vsaka objava gre lahko viralno. In ja, mislim, da
In jaz lahko rečem, da tudi... In ne vemo, katera bo zagrabila. Ne? Ja, in jaz tukaj mislim, da moramo, kot sem prej rekla, več delati na tem izobraževanju, ker tudi v času COVID-a smo potem videli, da je bilo mnenje nekega zdravnika enakovredno nečemu, kar je nekdo napisal po komentar, da je slišal pri frizerki, kako od tete se stričnejo, zdaj glava boli. In jaz mislim, da moramo na tem delati in tukaj moramo izobraževati ljudi, da se bo lahko vsak odločil zase, a je to res ali pa ni. Ena druga stvar bi pa jaz rekla, ki je pa zelo pomembna, ko govorimo o cenzuri, o brisanju komentarjev, o utišanju drugačnega mnenja, s tem mi človeku ne spremenimo mnenje. Če živimo v demokraciji, lahko samo preko nekega diskurza, nekega pogovora to naredimo. In to velja za kjerkoli stran. Če nekdo misli, da obstaja 700 spolov, in jaz vse, kar naredim, je onemogočam, da lahko to komentira naprej, bo ta človek še vedno mislil, da obstaja 700 spolov. Mi s tem ne spremenimo te mizinformacije, ki jo on ima. In lahko mu samo pač odvzamemo, da to širi naprej po socialnih omrežjih, ampak še vedno gre pa lahko, ne vem kaj, če je ta človek učitelj, gre lahko in to govori okolje. Tako da mi imamo tukaj veliko večjo stvar, o kateri se moramo pogovarjati in mislim, da moramo vsakmu pustiti ravno to svobodo izražanja, ker je to lepota naše države, demokracije, Evropske unije in zato, kar smo se borili, da smo prišli v samostojno državo, kjer lahko si upamo povedati svoje mnenje, brez da nas je strah, da bomo na kakršenkoli način kaznovani. Ta zakon, pa kakor sem prej prebrala, ki pa omenja tudi globe posameznikom, pa ravno prinaša nazaj ta strah pred to cenzuro. Ja, Trump je zmagal zato, ker so izgubili tradicionalni mediji. Mislim, to je meni to, kar sem jaz ugotovil. In Musk je zapisal, zdaj ste vi mediji, ljudem. Ja, jaz mislim, da pač ta zadeva se zelo spreminja. V tem obdobju vsak z nekim telefonom v žepu pa z dobro idejo in z dobrim nagovorom lahko pridobi zelo veliko pozornost. In če pa to počne sistematično, pa z nekim programom, pa nekim urnikom, pa vsebinsko, je pa lahko zelo hiter večji kot marsikater klasičen medij. In jaz mislim, da tudi vso to, ves ta šum v medijih, ki je tudi na javni televiziji ali pa v končni fazi na komercialnih, kjer noben ne pove, da so vplivneži, pravzaprav zelo vplivni ali pa enakovredni mediji, povzroča zdaj veliko nerazumevanja, zakaj to v končni fazi vsi skupaj skačamo okoli te teme. Tukaj je treba razumeti, socialni mediji, tako kot umetna inteligenca, so orodje. Oni sami po sebi niso ne dobri, ne slabi, ljudje smo v ozadju, ki jih uporabljamo. In socialni mediji so prinesli tudi zelo veliko dobrega. Tudi zdaj vidimo z vojno v Ukrajini ali pa z dogajanjem v Rusiji, ko naprimer Putin nadzoruje tradicionalne medije, lahko ljudje komunicirajo, pa dobijo prave informacije samo preko socialnih medijev. Tako da čeprav smo tukaj zelo mogoče zveneli malo kritično, jaz hočem izpostaviti, da je to res samo orodje. Na nas pa na družbi je, kako pa to uporabljamo. Absolutno pa mora biti zaščitena pravica do svobode izražanja. Jaz bi ljudi na X pozval, zato ker tam res je malo cenzure, jaz tudi opažam, da so tam dosegi neverjetni. Ja. A sta oba podpisala peticijo, ki jo je sprožila članica vašega podbladka Zala Klopčič? Ja, jaz sem jo. Jaz sem jo, pa danes zjutraj sem pogledal, bilo že 14,000 podpisov. Kaj zdaj lahko s temi podpisi naredi? Ja, če smo čisto realni pa iskreni, bi mogel biti tudi nek alarm vladi, je pa odvisno, a ga bo poslušala ali ne. Rekla, da jih bo odnesla premijeju. Ja, ampak jaz pravim, da to lahko naredi, ampak če jih bo pa predsednik vlade upošteval ali ne, na to pa pač nažalost nimamo vpliva. Jaz upam, da jih bo in tudi kakšen val se je sprožil glede tega zakona o medijih, če ne drugega, je to signal, da ljudem mar, kaj se s tem dogaja in da je treba ta zakon narediti predvsej bolj jasen in pogledati vse te člene in absolutno odstraniti. Ampak če bo ta koalicija s tem ustrajala, kar je itak ta stroj že marsikaj spravil skozi, a bo SD šel z referendumom v akcijo? Zato je prezgodaj govoriti, tako da to ne vem, ampak me pa ne bi presenetil glede na odziv na splošno državljano, da bi tudi kdo vodil državljansko pobudo, pa začel samo sebe zbirati podpisano. Meni se zanimivo zdi, da se ta pač naša trenutna vlada enkrat ne drugače obrne, ali pa proba biti mogoče prijeti nasprot z nekim mogoče dogodkom, z neko razpravo javno, z neko progresivnostjo. Ampak je vedno ta kontranapad, se mi zdi, ki ne koristi nobenemu.
Jaz mislim, da je to tako slabo napisano, da praktično ga je treba na novo napisati, da ne. Saj te definicije so zelo hlapne, noter je par členov tudi takih, ki favorizira naše tudi finančno. To je 17. člen v financiranju digitalnih medijev, kjer zahteva 3 zaposlene za 10.000 dosega. Bomo to še obdelali, ampak ravno to, ne, se pravi odziv ministrice. Mene je presenetilo, kako se je v bistvu ministrica na socialnih omrežjih spustila v dvoboj s spletnimi vplivnicami, z novinarji. Žaljivi nivo, niti ne o zakonu, ampak je šla prav na osebno raven. Čuti potrebo to zelo bojevito zagovarjati. Ne? Ja, in jaz ne razumem. No. Tako da jaz mislim, da jaz se tukaj strinjam z Janom v tem delu. Ta zakon v tej obliki je nesprejemljiv. Dajmo zdaj pokomentirati to, kar ste prej omenjali. Državno oglaševanje se spreminja na način, da pač bo moral medij, ki bo upravičen do recimo oglaševanja državnih podjetij, izpolnjevati med drugim tudi javni interes. Zdaj, kaj je javni interes? Bo pa očitno presojal urad vlade za komuniciranje, ki bo napisal priporočila vladi, ta pa bo potem potrdila na njegovo priporočilo, v katerih medijih državna podjetja oglašujejo. Gospod Verčič, mislim, da SVDV je bil jasen, favoriziranje naših nagajanj je njihovim. Poleg tega so v zakonu tudi določena določila, da piše, da ne moreš prejeti državne pomoči ali pa državnega oglaševanja, če si bolj nagnjen k neki politični strani, oziroma neki tacga piše, ampak kdo bo to določil, kako se to določi? Ja, ampak po kakšnih kriterijih? Nikjer v zakonu ni nobenih kriterijev, ki bo rekel, to. Zakon mora biti napisan tako, da to razumemo. Poleg tega, kar se tiče na splošno državne pomoči, si je vlada dovolila ta stavek, ki sem prej rekla, da lahko sama podrobneje določi tudi posebne ter podrobnejše pogoje in merila za dodeljevanje finančne pomoči. Jaz mislim, da je to absurdno. Že tako, tisti, ki so določeni, ki smo govorili, prej smo jih že nekaj omenjali, je pač smešno, da to piše noter, posi pa dovolijo še napisati nek tak člen, da oni sami lahko arbitrarno prilagajajo pogoje razpisa glede na to, kaj njim ustreza. Mislim, jaz ne morem verjeti, da smo v demokratični državi, da si sploh upajo kaj takega predlagati. Mi imamo že velik problem, ker imamo državna podjetja. Mislim, da tukaj je glaven problem. Leta se določeni veliki usmerjajo zelo veliko po vetru. Vedno je bil problem oglaševanje, ki je bilo naklonjeno določenim večjim medijskim hišam. Ni se iskali toliko teh nišnih stvari, tako da mali so tudi tega državnega denarja, državnih velikih, vseh teh firm ni več ostalo. Se je zelo na poseben način delil. Jaz imam tudi zdaj eno izkušnjo z večjim teleoperaterjem, tudi deloma državnim, ki je pa zadevo vzel v svoje roke že zdaj. Pomeni, da oni sami v svojem notranjem modelku presojajo po strokovnih parametrih, kam bo denar šel. Tako da ene stvari se že spreminjajo, se pa bojim, da če bo to na kakšnem posebnem uradu, da bodo te normativi zelo... To pa še to, kar me zdaj spomnim, kaj si ti rekel, nadzor, kaj je opredeljeno v tem zakonu. To je noro, oni bojo lahko gledali vse praktično kadarkoli. Ker rečejo, ja, na 3 leta moramo narediti oceno medijske koncentracije, v redu, to je tudi EMFA zahteva, da se mora narediti, ampak oni rečejo, ampak predtem pa lahko AKOS pošle tudi to in moraš dati to in to in to in ne samo oglaševalskih prihodkov, ti moraš odpreti vse knjige, vse poslovanje in tudi tisti mediji, ki sploh ne prejemajo državne pomoči, ki ne dobivajo državnega financiranja, bojo mogli dati na voljo vse svoje poslovne knjige in tako naprej. In jaz mislim, da tukaj je zelo problematično. Jaz mislim, da tukaj gre tudi, po mojem mnenju, nasprotju z EMFO, ki piše, da moraš zagotoviti uredniško avtonomnost in pa tudi je tukaj varovanje poslovnih skrivnosti. Ja, je bil pa en pomislek, da pa mogoče zakon ima dobre nastavke v smislu, pa sej vlade se menjavajo hitreje, pa neke uprave državnih podjetij in bi potem hitreje prišlo do tega, da bi UKOM, ugotovil, da potrebuje financiranje nek drug medij kot prej. Recimo Janša, če bi prišel na vlado Janša, bi morda več denarja dobila Nova 24 TV, ki ga zdaj zagotovo ne bo dobila. Ja, ampak tukaj spomnim, kaj so delali, ko je Uroš Urbanija ustavil financiranje STA, kar je zdaj Računsko sodišče ugotovilo, da je bila pravilna odločitev in da je toliko neprevidnosti bilo tam, so zganjali tak vik in krik,
tudi v Bruslu, da sploh nisi mogel ti funkcionirati potem. To je bila taka gonja proti Janezu Janšu in pa Urošu Urbaniji. Tako da jaz tukaj ne. In problem vsakega zakona je, da ti upaš, da pride druga vlada, zato ker pol bo pa pač te poprid. Zakon ne more biti napisan na tak način. Zakon mora veljati objektivno in isto, ne glede na to, kdo je na vladi. Tako da, Mislim, jaz bom čisto tako povedal, to je pač, jaz bom kot državljan zdaj povedal, ki sem absolutno, nisem pripadnik nobene politične stranke. Mi imamo zakone, ki so čisto dobri. Ful so dobri ti zakoni. Mi imamo problem, da nimamo sodstva, policije, s katerimi bi se te zakoni uresničevali. In to je tisto. Zato je potem lahko zelo tudi zakon o medijih, jaz ni tam 10 inšpektorjev, ne? Tudi na AKOS jih ne bo 15. Ne? Pred leti je bila samo ena inšpektorica, pa še ta zasuta do ne vem kam, tako da ni mogla odločati o stvarih, se jo mogel prisiliti, da je kakšna stvar odločila. Klicati, biti na telefonih. Tako da mi imamo predvsem v tem največji problem v naši državi, da imamo v bistvu slabe zakone, ki se ne izvajajo. Podobno je tudi v končni fazi za reformo zdravstva, tam pač odteka posod zaradi tega, ker ni še noben sedel zaradi raznih stvari. Okay, zdaj sem pogledala svoj zapis, ki je samo nekaj hočem izpostaviti, res, če govorimo o cenzuri, če še kdo še ne verjame. Četrto poglavje zakona, če prebereš četrto poglavje naslova, se konča z besedno zvezo nujna omejitev medijske dejavnosti. To je poglavje v tem zakonu. Mislim, da ti to pove vse, ne? Da v zakonu piše nujna omejitev medijske dejavnosti. V kakšnem kontekstu? In to je poglavje zakona, ki potem naprej ureja te stvari. Morda samo še tole pravijo, ne, da bo mogoče financirati prijateljske medije vladi po tem zakonu skozi razne razpise, kar mi je padlo v oči za digitalni prehod, recimo bodo mediji dobili denar. Ampak mi smo leta 2025, kako lahko govorimo o digitalnem prehodu zdaj? Ja, tudi Peter Jančič, če se ne motim, ko je bil urednik Dela, je rekel, da Delo je bilo že takrat, ko je bil on urednik, kar nekaj let nazaj, bilo že digitalizirano. To je bilo leta 2007. Ja, in je tudi potem povedal, da tudi arhiv so že delali na tem, da bo digitaliziran. Jaz tudi sama, ko sem razmišljala, ko sem brala ta zakon, se ne spomnim medija, ki ne bi imel stvari še digitalizirano. Jaz tudi na vse časopise, ki sem naročena, priznam, sem naročena v njih v digitalni obliki. Tako da to tudi mene zanima, razen... To je neko reševanje, po moje, nekega tiska, no? Ampak čisto za manj. Tudi razne dikcije, 17. člen govori o financiranju digitalnih medijev z javnim denarjem in tam da take zelo posebne člene. Piše 10.000 dosega, ne piše ne mesečnega, ne letnega, ne nič, hkrati pa zahteva 3 zaposlene. Tako da jaz mislim, da je tisti 17. člen tega zakona napisan tako, da bojo pač NVO dodali nov zavihek na spletnih straneh Novičnik in bojo pač prejemali ta sredstva. Ker se mečkam bolj ostra, kot to, ne? Po mojem mnenju je ta denar namenjen samo temu, da če slučajno nimamo leve vlade naslednja 4 leta po državnozborskih volitvah, da bojo imeli njihovi mediji dovolj denarja, da bojo zdržali in pač kritizirali desno vlado in dvigovali leve politike. Zdaj, to je moje mnenje, da tukaj smo. No. So pa tudi kar precej kričeče vpili, da želijo več denarja. Ne. Sem bral zapise po različnih medijih, ne, v zadnjih tednih. Če se zdaj vendarle, ker se je čas iztekel, vrnemo k misli o tem zakonu, proti argumentov veliko več kot argumentov za, vsaj v tej debati. Ampak kaj se bo zdaj po vajno zgodilo? Ne? Kako lahko družba prepreči sprejetje tega očitno tako škodljivega zakona? Kaj lahko naredite, ne vem, spletni vplivneži? Jaz mislim, da je treba biti glasen, kakor smo. Mislim, da je tukaj prišlo do te debate tudi v tradicionalnih medijih, ravno zato, ker se vsi oglašamo, ne samo politiki, tudi vplivneži. Jaz mislim, da se je treba to nadaljevati. Mislim, da je treba podpisati peticijo za Ale Klopčič. Potem bomo pa tudi videli, a bo to, kako se bo odzvalo ministrstvo, kako se bo odzval predsednik vlade. Jaz do zdaj še nisem zasledila nekega njegovega odziva na to temo. Potem bomo pa videli, mislim, odzvala se Tina Gaber, ne? Se je Golob odzval skozi njo morda. Ja, ne, drugače pa kaj pa lahko državljani naredijo, pa kakšne so možne posledice, so pa tudi referendum. To bomo pa videli, če bo prišlo tudi do tega. Jaz bom tako povedal, jaz sem nagovoril svoje dobre prijatelje,
na katerih sem bil tudi menedžer, oziroma sem posredno z njimi poslovno sodeloval, zelo veliki slovenski vplivneži, bojijo se. Jaz bom čisto povedal. Problem je strah in v bistvu ta sama cenzura se oglasen, kar se tiče politike. Zdaj ne, pa sploh ni to uveljavljeno. Ja, ti moraš biti relativno neodvisna osebnost, ne, ali pa relativno neodvisna od nekih finančnih tokov, da lahko pravzaprav stopiš naprej pa rečeš, ok, tole pa ni prav, tole pa tukaj nekaj narobe. In to je tista glavni problem. Spletni vplivneži se danes ne upajo. To je približno tako kot v Hollywoodu. Tiskaj se je za republikanca izkazuje dobo manj vlog. In v Sloveniji je nažalost med spletnimi vplivneži, ki so odvisni od oglaševalskega denarja, tudi strah, da bi na račun kakšne politične izjave izrečene izven konteksta njihovega stalnega delovanja ne bi več dobili posla. Skratka, bomo situacijo spremljali in po potrebi seveda o tem še debatirali. Zala Tomašič, Jan Macarol, hvala za obisk v našem studiu. Hvala za vabilo, Luka. Hvala. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. Glejte in berite Domovino še naprej, se vidimo prihodnji teden.